ne samo, da bi ga morali natančno dokumentirati in seveda po potrebi se odločiti ravno za obdukcijo, se po vstopu v obdukcijo v takem primeru postane zelo vprašljiv. In to je stvar, ki bi morala biti narejena takoj naslednji dan. Običajno je pri vsakem takem varnostnem incidentu, da se ga dobro prouči, dokumentira in hkrati sprejme korektivne ukrepe, ki morajo biti jasno napisani. To, da se to ni zgodilo, zato je jasna odgovornost šefa intenzivnega oddelka in predstojnika kliničnega oddelka. Zato sem sprožil postopek za njuno zamenjavo. To seveda spet je postopek, to ni pač, da se lahko danes odločimo in to naredimo, ampak je postopek, ki traja približno 4 mesece. Ta postopek je sprožen. Omenil sem, ključno, kar je, da bolnikov ne smemo izrabljati za protest. In zato bi se želel na tem mestu opravičiti družini bolnika za vse psihične in ostale travme, ki jih doživlja ob vsem tem, kar se je dogajalo v zadnjem mesecu. Mislim, da je to nedopustno in neetično. Zato menim, da so te naši ukrepi na mestu. Verjetno, da ste vi v medijih, je združenje, ekoloških združenj NSK sprejelo dopolnitve nove smernice za delo v intenzivnih enotah. In zato je bil naša koordinacija intenzivnih oddelkov posebej zadolžena, da preveri vse naše dokumente in jih uskladi z novimi smernicami, ki morajo veljati za vse intenzivne oddelke in izdelkega kliničnega centra. Zdaj, če gledamo še na nekoliko pozitiven aspekt tega, mislim, da je bila zelo pozitivna diskusija, ki se je v zadnjem času razvila o našem odnosu do smrti. To je bilo dolgo časa poglavje, ki smo ga pritiskali nekam podzavest in stran od sebe. Mislim, da je vsak človek suvereno bitje in da je ugledna, dostojanstvena smrt njegova pravica.